Ena misel. Včasih se mi zdi, da lahko razvoj avtomobilov primerjam z razvojem ljudi. Recimo, včasih so bili ljudje neandertalci, divjaki, ki so skakali po grmovih in to so v avtomobilskem svetu lahko pravi kleni terenci. Potem smo ljudje postali malce bolj sofisticirani, si kupili športne čevlje za občasne izlete v naravo in to so športni terenci. Danes pa je marsikdo med nami že precej pomehkužen, pa brez zamere in bi se moral rad izgledal divje. In zato so tukaj crossoverji. Tudi Renault ima enega, reče se mu Captur. Izgleda terensko in ko se vanj usedete, deluje terensko, pa v bistvu sploh ni. To je nekakšna Renaultova alternativa Nissan Juke, ki prav tako s svojo obliko deluje precej samosvoje nastopaško. Zakaj pa ne? Oblika mi je všeč, štirikolesnega pogona pa itak skoraj nihče ne potrebuje. Potrebujemo pa veliko prostora, vse več, ker smo razvajeni in zato je odlagališč tule ogromno. Celo tole mi je zanimivo kot v nekakšni kuhinji. Zakaj potem ne bi vzeli kar Clio? Ja, ker Clio je bolj umirjen in manj razburljiv, konec koncev pa tudi za 6 cm krajši in to se znotraj pozna. Tamle zadaj se čisto spodobno sedi in tudi prtljažnik sploh ni majhen. Najbolj računajo na mlade kupce, kar se mi zdi logično, ker je oblika res atraktivna. Ampak vseeno mislim, da bodo prepričali tudi katerega od starejših, ker je avtomobil višji in se zato lažje usedejo vanj in potem tudi bolje vidijo ven. Ker pa smo mladi zahtevni, v avtomobilu potrebujemo internet in aplikacije, vhod USB in še marsikaj drugega. V bistvu jih ne potrebujemo, ker samo zmanjšujejo pozornost, jih pa Captur ponuja s sistemom AirLink in ravno zaradi varnosti se marsikatere med njimi med vožnjo ne da uporabljati. In kako se pelje? Dobro. Pozna se sicer, da je otal oddaljen 200 mm, kar je skoraj še enkrat toliko kot Clio, zato ni tako suveren in se bolj nagiba. Mene je zmotil še preveč položno postavljen in prevelik volan, ki je tudi plastičen. Mi je pa nasploh avtomobil všeč, zlasti v včerajšnji modri in današnji oranžni barvi. Celo med 3 barvami strehe lahko izbirate, med modnimi dodatki zunanjosti in notranjosti. Te sedežne prevleke pa je preprosto lahko odstraniti, jih operemo ali zamenjamo z drugimi. Poskočnost je odvisna od izbranega motorja, lahko pa povem, da v nobenem primeru avtomobil ne bo izjemno živahen. Na voljo sta 2 bencinska in 1 dizelski motor. Včeraj v modri barvi sem peljal 90 konjskega oziroma 66 kW dizla. Danes pa se vozim v močnejšem 88 kW benzinskem motorju, ta je celo povezan s samodejnim menjalnikom, je pa na voljo še šibkejši 66 kW oziroma 90 konjski benzinski motor. Tile plastični dodatki in večja oddaljenost od tal morda namigujejo na športne vrline, ampak je Captur na voljo samo s sprednjim pogonom. Cene pri nas še niso znane, naj bi se pa gibale okrog 14 500 € in naprej, bo pa avtomobil na voljo že čez kakšen mesec.